Danes prižigamo sveče tudi v Kobaridu pri italijanski kostnici. Namreč 24. oktober je dan, ko mineva 100 let od bitke pri Kobaridu. Bitke, ki je nekako ostala znana po tem, da je sprožila ves ta proces in se je Soška fronta iz doline Soče, iz Krasa premaknila na italijansko nižino, Furlanijo, čez reko Teljament vse do reke Piave. Zdelo se nam je prav, da tudi mi v Sloveniji, da tudi fundacija Poti miru pristopi in nekako, obeleži ta dan z nekimi, pietetnimi, simboličnimi dejanji. In vsekakor eno od teh se nam zdi, da je prižig sveč vzdolž nekdanje Soške fronte, od Alp do Jadrana, od Loga pod Mangartom do Trsta, se pravi tako na italijanski kot na slovenski strani. Skupaj smo nekako zbrali ali pa nekako spodbudili vse te, s katerimi sodelujemo, tako da smo organizirano prižgali sveče na več kot 30 lokacijah. Ni pa danes samo prižig sveč, v popoldanskem času se bo odvilo še več spominskih slovesnosti. Ena od teh je tudi zaključek teka Budimpešta-Kobarid. Že več dni poteka tek iz omenjenih krajev in tekači in predstavniki lokalnih oblasti se ustavljajo na teh spominskih krajih. Podobno se bo zgodilo tudi v dolini Soče, v Tolminu, kjer bodo prižgali sveče in položili vence pri nemški kostnici, na avstrogorskem pokopališču Loče. Potem se bodo odpravili do Kobarida, kjer bodo prav tako, ovekovečili ta dogodek in nekako na ulici med Kobariškim muzejem in fundacijo Poti miru se bo organiziral cilj tega dogodka. Ne bo samo tek, prisotni bodo predstavniki različnih držav, tako iz Slovenije predstavnik Ministrstva za obrambo, iz Madžarske, Nemčije, Italije in drugi. Dan pa se bo zaključil spet tukaj pri italijanski kostnici, natančneje v cerkvi svetega Antona z koncertom pevcev slovenske in italijanske strani. Spomin na 100. obletnico tega velikega vojaškega dogodka je zagotovo priložnost, da pomislimo, kaj lahko naredimo danes za še večje razumevanje, spoštovanje med različnimi narodi. Kaj lahko naredimo za ohranitev miru in kaj lahko naredimo za vzpostavitev miru na območjih, kjer kljub prizadevanju mednarodne skupnosti še vedno ni dosežen. Zagotovo moramo ob tem dogodku spoštovati spomine vseh bojujočih, osmisliti pa moramo izkušnjo našega naroda. Za Slovence je bitka pri Kobaridu in konec Soške fronte pomenila veliko olajšanja. Pomenila je konec bojnih aktivnosti na slovenskem ozemlju in vrnitev beguncev domov, obnavljanje porušenih domačij. Danes smo za narodi, s katerimi smo bili takrat na isti ali drugi strani, skupaj soodgovorni enakopravno za razvoj Evrope pa tudi sveta. Spomin na vojne pa mora biti tudi opomin. Opomin, za kaj je do vojn prišlo in kaj so prinesle. In zagotovo verjamem, da smo se iz preteklih vojn naučili, kaj vojne prinašajo, koliko žrtev in kako bridke so posledice. Predvsem pa, da smo spoznali, da je potrebno morebitna nesoglasja reševati v dialogu in z dobro mislijo. In zagotovo menim, da smo v nacionalnem odboru za obeležitev 100-letnic prve svetovne vojne z vrsto dogodkov in drugimi aktivnostmi to humano sporočilo tudi ustrezno prenesli.